Ko si enkrat vpleten v Huntingtonovo bolezen, te več ne izpusti. Problemi ljudi so tako težki, raziskovalni izziv tako močan in potreba po tem, da je treba nekaj storiti, tako globoka, da ji ne morete pustiti oditi. Dr. Michael Hayden. Huntingtonova bolezen se kaže kot trojček motoričnih, kognitivnih in psihiatričnih simptomov, ki se pojavijo postopoma in se razvijajo več let vse do bolnikove smrti. Bolezen vpliva na razmišljanje, govor, požiranje in nadzorovanje tega, kako se bolniki počutijo in gibljajo. Težave so lahko večplastne in obsežne. Huntingtonova bolezen pogosto izbruhne v letih, ko se večina ljudi posveča karieri, si ustvari družino in polno zaživi. Zato je spoznanje oziroma diagnoza o prizadetosti s Huntingtonovo boleznijo za večino precejšen šok, tako za prizadetega kot za njegovo družino in okolico. Ljudje s Huntingtonovo boleznijo povprečno preživijo od 10 do 20 let po potrditvi klinične diagnoze, nekateri tudi 30 let in več. Končna stopnja bolezni lahko traja 10 let ali več. Naše razumevanje Huntingtonove bolezni oblikuje naše odnose z osebo, ki je v oskrbi. Pri enem družinskem članu se bolezen lahko pokaže povsem drugače kot pri drugem. Za globlje razumevanje stanja obolelega pomaga, če vidimo celotno sliko, sestavljeno iz gibalnih, spoznavnih in razpoloženjskih motenj. Huntingtonova bolezen je nevrodegenerativna bolezen, ki jo povzroča povečano število ponovitev tripletov CAG, citozin, adenin, gvanin, v huntingtinskem genu na 4. kromosomu. Gen za Huntingtonovo bolezen so odkrili leta 1993. Normalno delovanje huntingtinskega gena ni znano, vendar pa je povečana poliglutaminska sekvenca v proteinu huntingtin toksična za možganske celice. Zaradi povečanega števila ponovitev CAG v genu nastane protein, ki vsebuje preveliko število glutaminskih enot. Samo bolezen tako povzročajo možganske celice, ki odmirajo ali nezadostno delujejo. Huntingtonova bolezen je dedna bolezen in pridobimo jo lahko zgolj s podedovanjem od svojih staršev. Vsak bolnikov otrok ima 50% možnosti, da zboli za to boleznijo. Trenutno ni zdravila ali zdravljenja, ki bi ustavilo, upočasnilo ali spremenilo potek bolezni. Klinična diagnoza Huntingtonove bolezni temelji na opazovanju nehotenih, koreatičnih gibov pri osebah, ki imajo pozitivno družinsko anamnezo. Študije so pokazale, da obstajajo prodromalni znaki Huntingtonove bolezni. Gre za simptome, ki nakazujejo prisotnost bolezenskega procesa pred razvojem samih kliničnih znakov bolezni. Ti se lahko pojavijo do 15 let pred pojavom motoričnih simptomov. Motnja gibanja pri Huntingtonovi bolezni vključuje nastanek nehotenih gibov, chorea, in motnjo hotenih gibov. Slednja povzroči zmanjšanje ročnih spretnosti, nejasen govor, težave pri požiranju, težave z ravnotežjem in padce. Za kognitivne motnje je značilno pešanje hitrosti miselnih procesov in prilagajanja. V poznih stopnjah se razvije več globalnih kognitivnih motenj. Psihiatrične motnje pa so težje predvidljive. Pojavlja se depresija in različne oblike psihoz, spremembe osebnosti in vedenja, kot so apatičnost, razdražljivost in obsesivnost. Motenj ni mogoče obravnavati posamično. Prizadetost na enem področju vodi v težave na drugih področjih. Zdravljenje psihiatrične motnje lahko vpliva na gibalne motnje. Bolezen lahko nastopi pri različnih starostih. Pri večini ljudi se motorični simptomi pojavijo v 30–40 letih življenja, manjše spremembe pa veliko prej. Pri 10% ljudi se začnejo simptomi kazati šele po 60. letu starosti,
pri 10% pa se pokažejo v mladosti pred 20 letom starosti. Huntingtonovo bolezen delimo v grobem na 3 stopnje. Na zgodnji stopnji so bolniki sposobni za delo, vožnjo z avtomobilom, ravnanje z denarjem in samostojno življenje. Lahko se pojavljajo nehoteni gibi, težave pri sprejemanju težjih življenjskih odločitev, depresija, razdražljivost. V srednji stopnji Huntingtonove bolezni osebe niso sposobne opravljati dela, voziti avtomobila, upravljati z denarjem in opravljati gospodinjskih del. Lahko pa se sami hranijo, oblačijo, skrbijo za osebno higieno. Horeja, naključni, nehoteni in nenadzorovani hitri gibi jim povzročajo vedno več težav. Pojavijo se tudi težave s požiranjem, ravnotežjem, prihaja do padcev in izgube telesne teže. Zahtevnejših informacij niso sposobni razporediti po vrstnem redu. V pozni stopnji bolniki potrebujejo pomoč pri vseh opravilih. Čeprav ne morejo govoriti in so vezani na posteljo, potrebujejo razumevanje. Horejo postopoma nadomesti okorelost. Psihiatrične simptome je v tej fazi težje prepoznati zaradi težav s komunikacijo. Pogosto so videti nezainteresirani ali jezni, čeprav to v glavnem ne drži. Klinična diagnoza se običajno opravi na podlagi družinske anamneze. Genetsko testiranje je uporabno, kadar družinska anamneza ni znana ali je negativna. Pa tudi v primerih zgodnje smrti staršev, v primeru posvojitve ali ob prisotnosti neznanih bolezenskih simptomov v družinskem okolju, ki dajo slutiti na Huntingtonovo bolezen. Genetsko testiranje določa le prisotnost ali odsotnost genetskega povečanja, ki povzroča Huntingtonovo bolezen, ne pa ali je gen za Huntingtonovo bolezen povzročil simptome, ki se kažejo pri oboleli osebi. Pred testiranjem se priporoča genetsko svetovanje. V Sloveniji ga opravlja Inštitut za medicinsko genetiko Ginekološke klinike UKC Ljubljana.